Ava se je tudi poslovila, danes je bila z mano, ko sem tole snemal, ne? Sej baj. Bye. Baj. Bye. Baj. Bye. Baj. Bye. Baj. Bye. Baj. Bye. Je nač, po mojem najbolj, če ti takole povem že kar za začetek. Avto, ki ti ga bom pokazal danes, je avto, s katerim se vsak dan vozi Tina Maze. Šerbec te matra, sosedova Katra. Zdaj, kdor Tino spremlja na njenih družbenih omrežjih, najbrž že dobro ve, da gre za avto za mojim hrbtom. Mislim, ne točen ta avto, ampak za takšen. Ker vidiš, je avto znamke DS, če smo malo bolj natančni, DS7. Ta avto tudi na slovenskem trgu seveda ni popolna neznamka. K nam je prišel pred parimi leti in to je treba priznati, že takrat ni bil najbolj friš. Vmes se je pa zdaj zgodil facelift, kar pomeni, da je osvežen. Vemo, kaj to pomeni. Pri DS-u so majhen upgradeali njegov sprednji del, predvsem žaromete. Kaj pa ta dvojen pogled? Poglej mojo senco. V glavnem, oba žarometa se naslanjata na usluge LED tehnologije na 84 posameznih ledic in te ledice potem same po potrebi osvetljujejo oziroma nadzirajo svetlobni snop. Delajo zelo dobro, pa ful so mi všeč tudi dnevne LED luči, ki so takole integrirane v sam odbijač, zgleda dobro, zgleda super in lepo dodaja k tej, kako se reče. Sveš, Francozi v povezavi z znamko DS zelo uporabljajo besede, kot so šik pa avantgarda. In jaz se na nek način moram kar strinjati, ker za pogledati so tele DS-i zares hudi. Vprašanje pa pol ostaja, ne? Ok, nekaj je videz, kako je pa za sebino, ampak dajmo počasi še zadka ti nisem pokazal. Mislim, če že govorimo o prenovi, se moramo lotiti tudi sprememb tukaj zadaj. Dobro, mečken drugačne so luči, že pred prenovo mi je bila všeč njihova grafika, vse skupaj izgleda zares hudo. To so te detajli, ki avto dejansko naredijo. Ne znam ti povedati, koliko ljudi mi je v zadnjem letu, 2-3 pisali, ti Cirila, te DS-i so za kaj? Nazadnje pa pismo niti en teden nazaj nekam mi je pisal en, ne smem zdaj imena povedati, vse en predstavnik slovenske glasbene scene, ga zanima nakup DS7 za njegovo mamo. Sicer pa poglej, takole izgleda zadek. Všeč mi je, da so šli recimo pri rorih malo kontrasmer, kot vsi ostali, to sprav govorimo o pokončni obliki, čeprav v resnici, a vidiš, izpuh ni to, kar vidiš, oziroma tale kroma zaključek, izpuh je tako, kot pri vseh ostalih znamkah, običajno skrit takole znotraj. Sicer pa še največja sprememba na zadku je izginotje napisa Crossback, nadomestili so ga pa z besedo Automobiles. Francoščina, avtomobil v resnici. Meni je ta sprememba všeč, ker se mi zdi, da je, sliš, prebere se malo bolj fancy, malo bolj fino, Crossback. Kaj je Crossback? Kaj to sploh pomeni? Zakaj bi ti pisal križanc na avto? To, če rečeš DS avtomobil, s tem poudariš ime svoje znamke, to se mi zdi pa bolj pametno. Zdaj pa, kaj je pomembno, da veš? Tale DS7 je priključni hibrid s 4-kolesnim pogonom. Ampak, če bo šel v konfigurator, boš hitro videl, da so opcije 3. Ta prva z 225 konji, ta druga s 300, ta tretja pa s 360 konji. Konje dajemo navednice, da ne bodo na uradu za meroslovje začeli skomigati z ušesi pa zavijati z očmi, ker uradna enota za podajanje zmogljivosti pri takšnih strojih so seveda kilovati, ne konji. No in v primeru testnega avta gre za srednje zmogljivo opcijo, torej tisto s 300 konji. Tina Maze valjda fura tistega s 360 konji, kar pomeni tudi malo bolj zmogljive pospeške od 0 do 100. V vsakem primeru se pa tudi tale avto precej zgane, koliko švoh 6 sekund ima do 100. Opremljen je s 4-kolesnim pogonom. Vidiš, kaj piše e-Tense 4x4. V osnovi to pomeni, da imaš v nosu 1,6 litrsko bencinsko turbomašino, pa temu dodaš še 2 elektromotorja, enega na sprednji pa enega na zadnji osi, da prijemo do tistih 300 konjev, pa do pospeškov, o katerih sem ti govoril. Majhen, ampak precej zmogljiv strojček, 147 kW da od sebe. Pa preden gremo v kokpit, dovolj da ti pokažem še prtljažnik. Poglej, za dobrih 550 litrov ga je v tem trenutku je noter pač ves moj stav. Tole je Avina oprema za jahat, PlayStation, štender, pa kabloje za filat, pa en tale telefon, ki se mi zdi mega cool, stara zadeva. Z enega starega vikenda, ki se prodaja, sem ga snel, ne vem, kaj bom z njim naredil, ampak mi je toliko hud izdelek, da... Ok, zdaj pa kokpit. Dajmo se najprej lotiti stvari, ki so me malo zmotile. Ne gre za nobene katastrofalne napake, ampak sem jih pa opazil. Mimogrede, ta prva stvar je skupna vsem vozilom grupe Atlantis. Torej, s tem problemom se srečujem v vseh Citroenih, Peugeotih, po novem tudi v Oplih, pa seveda tudi pri DS-u. A veš, o čem je hec? Avto, tako pri večini sodobnih avtomobilov, pržgemo s pritiskom na stikalo. V tem primeru je to nameščeno tukaj na vrhu armaturne plošče. Vse skupaj je zelo lepo stilizirano, speljano. Ta kabinski šmek, to sem že večkrat poudaril, pri DS-u zares obvladajo, ki pride do materialov, do feelinga, do dizajna. Ampak ne moram se pa navaditi na to, da je treba avto pržgati. In tukaj znamke, ki sem ti jih omenil, res odstopajo od vseh ostalih, da ni dosti samo tole. Kolikrat sem že pritisnil?
Zakaj se on ne ugasne? Gre za to, da moraš to stikalo držati dlje kot posod drugod. Ta druga stvar, ki me je malo zmotila, poglej, tole je vmesnik. Lepo je umeščen v okolje. Ta način umestitve, ki ne štrli ven, ki te na plošče, je sem ziher všeč mrsikom. Sam vmesnik je lepo grafično dodelan, vse skupaj deluje tako kot more, mislim, nekih večjih zamer nimam, ampak v okviru tega testa se mi je 4x-5x zgodilo, da je on kar sam od sebe malo prešaltil iz slovenščine na francoščino. Prepričan sem, da gre za softversko težavo, mogoče je tudi to pri tem avtomobilu, da gre za osamljen primer, ampak dejstvo pa je, da enkrat, ko avto prižgem, mi govori po slovenski, enkrat pa avto rapid, siž, prekon, klimatizacijo, navigacijo, telefon. Pa da me boš razumel tudi ti, dragi DS7, ženen pasa. To pomeni, da mi to ni všeč. Ok, gremo zdaj naprej na kokpit, pa na feeling, pa na vozno izkušnjo, pa na porabo in tako naprej. Poglej, okolje, s katerim sem imel opravka tokom testa, je krasno, kontrastno zasnovano. Poglej, kombiniranje različnih materialov, usne, alkantara, sicer plastika, ampak ta odlično imitira aluminij. Tudi rešitve, ki so podane, ta velika stikala so zelo uporabna. Precej teatralen pristop, ampak mi je všeč. Všeč mi je celoten feeling te kabine. Všeč so mi materiali, ki jih kombinirajo. Sedim razmeroma dobro. Ne bom rekel, da v kakšnem SUV-ju ne najdem še boljšega položaja za vožnjo, ampak all in all je to okolje name naredilo vtis in to se običajno zgodi vsem tistim, ki se usedejo v ta kokpit. Predvsem malo zaradi oblike, veliko zaradi materialov. Pač ta šmek DS ima in to izkoriščajo, vse prav. Čisto konkretno poglej, saj stikala za odpiranje pa zapiranje stekel bi lahko tudi kam drugam namontirali, ampak oni so se iz tega odločili narediti zgodbo. Všeč mi pa je, da je ta zgodba dejansko tudi uporabna. Poglej, to je stikalo za odpiranje, spuščanje in dviganje levega okna in to je veliko uporabno priročno. Tukaj se zbirajo vozni programi, tukaj je parking zavora, vsi 4 žmigovci, pa pol par fizičnih stikal. Pa z integracijo alkantare so se zares lepo potrudili povsod po kabini, tudi tukaj vratca tega predala pokriva, da ne govorimo o preostanku armaturne plošče. In tale kokpit, moram priznati, je tudi dobro narejen, česarkoli se dotakneš, pusti dober vtis. Feeling je premiumski, tukaj nimam ok, zdaj pa še stvari, ki so ravno tako pomembne. Neki je feeling, neki so te osnovne vibracije, ampak pa imamo pa tukaj še vožnjo. Na tem področju, to je pa treba priznati, pa ostaja kakšno vprašanje še odprto. Se pele kar v redu, ampak če ga pa primerjaš z neposredno konkurenco, s tistimi športnimi terenci pri ključnih hibridi, gor ali pa dol, no tukaj pa moram priznati, da podvozje sem pa tja izda kdaj kakšno glasno pobiranje neravnin, da ne rečem, da včasih glasno udaril kakšno luknjo. Zdi se mi, da bi moral takšen avto, takšnega cenovnega razreda, nepravilnosti na podlagi znati pobirati bolj neopazno. Seveda se ne moramo izogniti pa tudi porabi, ker je to priključen hibrid in ker se zelo močno ozira na ekonomičnost, je treba povedati, da je bila poraba lahko zelo nizka. Kapacitetna zmogljivost baterije je 14,2 kWh, kar ne bi v osnovi pomenili, da ne bi v teoriji znal ta avto samo na štrom prepeljati tam do 60-65 km. To je zdaj tako malo, ne? Dajmo reči, da je ta prava številka blizu švoh 50, če smo čisto realni. S bencinskim motorjem oziroma z vsemi razpoložljivimi konji, ki so mi na voljo, je pa pri meni znašalo vse od 5 pa do 8 litrov, kar je ogromen razpon, ampak takšen ogromen razpon je tudi razpon njegovih talentov, zato se to kar sklada, ne? Jaz sem se z njim želel peljati tudi malo hitreje, veliko sem bil na avtocesti, vmes sem bil veliko v mestu, zato sem se vmes veliko zanašal tudi na hibridne usluge, na usluge samo elektrike, ki je šlo pa malo hitreje in pa je bila valjda poraba tudi lahko razmeroma visoka, ampak tako je pri vseh hibridnih avtomobilih. Zdaj, če te zanima cena točno tega testnega avtomobila, sem ti jo ravnokar napisal tukaj. In to je to, kar se tiče cene, pogonskega sklopa, porabe in vsega ostalega, kar sem ti ravnokar naštel. Obenem smo prišli pa tudi na konec tega vloga. To je to. Če imaš kakšno ekstra vprašanje, oglasi v komentarjih, mogoče bom znal odgovoriti, mogoče pa ne. Vprašanje ne, zato ko vprašate res vse živo, a ne? Ampak te glavne stvari se mi zdi, da sem povedal. To je to. Fin avto, lušten avto. Z njim sem naredil veliko več kilometrov, kot sem pričakoval. Pa eno stvar sem pozabil še povedati. Samo delovanje pa odzivnost pogonskega sklopa pa lahko nič drugega kot pohvalim. Zadnje časa sem opravkal tudi z drugimi hibridi, pri katerih, dajmo reči, milo rečeno, nisem bil zadovoljen z odzivnostjo, s sodelovanjem elektronke, z bencinarjem in tako naprej. V tem primeru pri DS7 nimam kaj reči. Na področju same odzivnosti, ki je pri hibridnih avtomobilih zares zelo pomembna in pomeni tisto dodano vrednost, v tem primeru me DS7 dejansko spominja na mojega Darkota, kar je največji kompliment, ki ga jaz lahko hibridu sploh dam. Ker če kdo ima Toyota, raven to sodelovanje štroma pa benzina poštiman v nulo in da takšen kompliment pripnem DS7, tega res nisem pričakoval in to lahko samo pohvalim. Folk, to je to za ta vlog, lepo se imejte. Ajde, čau.
Ava se je tudi poslovila, danes je bila z mano, ker sem tole snemal, ne? Sej bye. 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 Bye.